Kaj je zdaj s temi napovedmi? Ja, falim vse, ne. Damo v kontekst, vsak dan v Večeru tiskani zdaj napovemo rezultat oziroma zmagovalca določene tekme in res mi gre slabo, tako da se vsem, ki jih morda te napovedi upoštevate, globoko opravičujem. Sam Francijo si pa zadev, ne? Francijo sem zadev, ampak ja, včerajšnji dan je bil pa res zelo mimo. Presenetili so tako Slovaki proti Belgiji, presenetili so Romuni, ki so deklasirali Ukrajince. Mimo grede, v Večeru boste lahko prebrali, kako so v Ukrajini, ki je v vojni, ljudje spremljali tekmo svoje nogometne reprezentance, ki je izgubila s 3-0 proti Romuniji. Romunija pa je imela na tribunah neverjetno podporo. Rumeni zid, bi lahko rekli, tukaj v Nemčiji. Tako več o ukrajinskih zadevah iz strani Urške Mlinarić v Večeru. Ja, to pa je nekaj drugega. Ne? To je podcast o žogi, branilci, trenerjih, direktorjih, športnih direktorjih, selektorjih in vseh ostalih. To je Europa Outside. Europa Outside. Iz Stuttgarta smo se preselili nazaj, jaz nazaj, Miha prvič v Wuppertal, v bazo slovenske nogometne reprezentance. Povej, prvi vtisi o tem krasnem, čudovitem mestu v severnem Porenju, Vestfaliji. Navdušen sem nad to čuveno železnico. Kako se temu reče? Mislim, da je viseča železnica. Tako viseča železnica. Nadzemna železnica. In tik ob najnem hotelu je, tako da ja, fascinantno deluje to vse tako malo nerealistično. Sicer pa ja, prijetno mirno mestece. Sinoči sem se malo zvečer popeljal z tem skirojem, ne. Po mestu je bilo prazno kot mogoče kdaj Maribor zvečer, v ponedeljek zvečer, tako da ja, prijetno, mirno in mislim, da je reprezentanca izbrala kar tako vredo bazo za to, da se mirno pripravlja na naslednje tekme. Je pa utrip evra precej večji, kot je bil recimo tisti prejšnji teden, ker vidiš, vseeno smo tukaj blizu Kölna, Düsseldorfa, Dortmunda in ostalih prizorišč, uradnih prizorišč evra. In verjetno kak navijač tukaj si našel namestitev, pa smo videli Škote, Angleže, tudi Turke, eno novinarsko ekipo sem srečal zjutraj, ki je snemala vklop, pač mislim, da po jeziku so bili iz Turčije, sicer to v Nemčiji ne pomeni kaj dosti, ampak okej. Tako da je malo bolj, kot je bilo pred evrom, ko so tu predvsem prevladovali tisti navijači nemške reprezentance za otvoritveno tekmo. Zdaj pa je kar en tak miks, ne? Ne, sinoči je bilo ful prijetno, ko smo bili zvečer na pijači z novinarskimi kolegi slovenskimi, so bili v bistvu za sosednjo mizo in Angleži in Škoti, ne, in kaj takega se verjetno zelo redko zgodi, ker se pač ne marajo, so pa sedeli v bistvu v istem lokalu, si malo prepevali, čisto lepo sproščeno, kulturno in za razliko od kakšnega drugega mesta v tem trenutku v Nemčiji, kjer pa smo že imeli težave, je tukaj res zelo prijateljsko. Pa dobro, tudi v Stuttgartu, kjer je igrala Slovenija, smo videli res prijetne prizore, zelo povezovalnih nogometnih navdušencev, razen par slovenskih vzklikov, ki jih poznamo tudi slovenskih stadionov, a sicer pa zelo fajn navijaško vzdušje, brez nekih večjih težav, kot recimo smo jih lahko videli bolj na vzhodu države. Tako, družinsko vzdušje, ne? Ja, takšnega, kot si želijo vse nogometne organizacije. Ja, pa vseeno verjamem, da so še vedno na tribunah navijačih, ne pa zgolj potrošniki. Tako je. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KBM, članica skupine OTP. Marko, danes malo bolj miren dan tudi za slovensko nogometno reprezentanco, trening popoldan. Včeraj so se funkcionarji nogometne zveze in tudi predsednik UEFA pomerili s strokovnim štabom, izvedela sva, da je bil rezultat prijateljskih 6-6, čeprav naj bi imela ekipa strokovnega štaba, torej ekipa Matjaža Keka, sicer veliko prevlado na igrišču in naj bi igrala veliko bolje.
Zelo zanimivo, da je v bistvu tako sproščeno v tem trenutku v slovenski nogometni reprezentanci po tej kar pomembni točki z Dansko. Dobro, jaz se nogometaši niso tega igrali, ne, ampak So gledali. Je pa v redu, da so zraven, ne. Včeraj je bil razumljivo na programu tisti regeneracijski trening, niso zdaj šli na polno. To verjetno sledi danes, bomo videli popoldne. Verjetno jim je dal selektor tudi malo časa, da zadihajo, se pravi, kar en čas bo tistega regeneracijskega treninga pa do naslednjega, so pa v mislih verjetno že Srbi, priprava na München, na tekmo, ki lahko res ogromno prinese, po drugi strani pa si lahko kar zakomplicira življenje. Če greš brez točk potem v zadnji krog v dvoboj proti Angliji, se pravi brez točk s tekme proti Srbiji, eno že Slovenija ima na računu. Tako da ja, se počasi stopnjuje, čeprav navzven še tega ni videti. Kar je bilo pač včeraj, pa žal, ne, smo vabilo dobili malo prepozno, da bi pridivjala iz Stuttgarta do Wuppertala, ampak vse to smo že včeraj poročali. Tako je. Kaj pričakuješ zdaj v teh dneh pred Srbijo, da se bo ta neka vročica stopnjevala, ali misliš, da pa zdaj po tej točki z Dansko, da je pa res mirno v slovenski izbrani vrsti? Jaz mislim, da je zdaj tisti navdušenje in veliko pričakovanje velikega tekmovanja, velikrat sem uporabil. Veliki. Ja. Da zdaj bo počasi popustilo in da se res fascinirajo na nogomet, ker ni bilo čisto tako, ne, kot so rekli, preden so šli v Nemčijo. Ja, to seveda občutki bodo, ko bo himna zaigrala, ne, ko bojo kocine se dvignile, ne. Potem pa, ko sodnik zapiska, pa smo mi v svojem filmu, ja, ni bilo čisto tako, ne. Ampak zdaj je to mimo, kot pravi selektor, šola je mimo. In mislim, da bo pač seveda naboj bo proti Srbiji prav tako velik, že zaradi velikega števila navijačev, ki prihaja v München, pa vsega, kar se je dogajalo med tema dvema republikama v zadnjem obdobju ali pa še celo daljšo zgodovino. Tako da ja, en tak našpičen dvoboj, kjer bojo točke res pomembne. Zdaj slišimo, da pri Srbih se zadeve malo umirjajo. Besede kapetana Tadića so bile malo vzete iz konteksta, ko je pač povedal, da ni želel obsedeti na klopi in vstopiti v igro šele za zadnjih 30 minut. Verjamemo, da zdaj veliko pa to ne bo vplivalo na srbsko predstavo. Vsaj zdi se mi, da je bilo pač prvi dan res veliko o tem napisanega, da so predvsem srbski mediji napihnili vse skupaj, zdaj pa se zdi, da ni to preseglo nekih meja dobrega okusa, vsaj znotraj ekipe. No? Ja, ampak vseeno, ne, je rekel, jaz sem najboljši v tej ekipi, moral bi rad reči, tako da v nekem hudem zadovoljstvu pa rožnatih odnosih verjetno vseeno ne moremo poročiti, ampak ja, se je bilo pač, ko si po tistih šokantnih naslovih prebral cele novice, si videl pa jaz, pa mogoče pa ni tako zelo hudo. Rekel, če se selektor odloči, da bom igral 30 minut, jaz to odločitev spoštujem in tako da ja, bomo pa videli, kako ves ta, kot bi rekel selektor, cirkus okoli Dušana Tadića in Piksija Stojkovića bo vplival na Srbijo in na tej tekmi v Münchenu. Številka 1 v prezračevanju. Popuste smo povišali vse do 60%. Največ prezračevanja za vaš denar. iVent. Še ena stvar se zgodi danes v Njonu. Ja, si pa ti specialist. Za žrebe. Ja, Maribor, Celje in Bravo bodo izvedeli, kdo bodo njihovi tekmeci v prvih krogih kvalifikacij za evropska nogometna klubska tekmovanja. Zdaj vseh ekip ne bomo naštevali, ampak če se dotaknemo malo Maribora. Maribor je zdaj že na pripravah v Moravskih Toplicah. Nekako tradicionalno bodo tam pričakali informacijo, kdo bo njihov prvi nasprotnik v Evropi. Si preletel možne nasprotnike? V Večeru smo poročali o tem. Ja, itak, normalno, zelo podrobno prebral vse skupaj. Pa bom rekel,
danes ni lahkega nasprotnika. Na vsakega se moraš dobro pripraviti, zato bi zdaj to njega favorita ali pa kaj težko izbral iz tega seznama objavljenega. Ja. Če bi se izognili švedskega nasprotnika, bi bilo odlično, sicer pa težko je v teh prvih krogih kvalifikacij karkoli vedeti in napovedovati glede nasprotnikov. Mislim, da celo romunski drugoligaš je med možnimi nasprotniki vijoličastih. Tako, bomo videli, no, vsem skupaj seveda bomo poročali v Večeru ter na večer.com, kakor tudi seveda o stanju v slovenski nogometni reprezentanci. Posebna podstran obstaja na Večerovi spletni strani Euro-24 in tam lahko preberete vse, kar z Markotom pridelava, pripravimo tukaj v Nemčiji, imamo pa seveda tudi pomoč sodelavcev v Mariboru, tako da vabljen k branju. Si želel še kaj dodati? Članke, analize, intervjuji, pogovori, videi, vse to in še več na večer.com. Danes pa na trening popoldan, ne? Tako. Na branje.